Oh Papa, bitte kauf mir der Großfendt Vario. Mit 500 PS und Turbo, den wünsche ich mir so. Oh Papa, der Großvario, den sollt ich schon lang haben. Živ, danes je pa za mano ena novost. Nova serija Fendt 600. Pojmo ga malo pogledati. Po 30 letih se vrača serija 600. In tlele najbolj to za izpostaviti, da gre za enega izmed največjih traktorjev kompaktnih dimenzij. V glavnem, motor je Akco Power 5.0, 4-cilindrc, 224 konjev razvije z boostom. Po defaultih ima pa tam okoli 200. Razvije tudi 950 Nm navora in to je primerljiv s staro 820-ko Fendtom. Teža traktorja z osnovno opremo je tam okoli 7 ton. Dolžina je 5,20 m, višina 3 metre, pa 2,55 je širok. To se pravi je res tak za vse stransko uporabo. Tale je opremljen z biciklom 28 col, je pa tudi opcija 42-30 colske gor obesiti. Tale izvedba je opremljena tudi z Vario gripom na vseh 4 biciklah. To pomeni, da poje not prek računalnika upravljaš, koliko bo v gumi not pritiska, koliko barov bo. In s tem poje spremeniš oziroma dodajaš grip v prijem, da se bolj ven vleče, ne vem, iz kakšnega blata ali pa tudi po cest. V glavnem bomo pojmo kasneje pogledali not na računalnika, kako to izgleda. No, pa če ga še spredi na hitro malo pogledamo, to se pravi vzmetena aksa, pa imamo roke 3. kategorije, 4 tone pa pol ima dvižno moč. 2 para ventilov, opcija je tudi za isobus, da se spredi priklop. Tle so tipke za en par ventilov, za hidravliko gor dol, je pa tle pa tudi več opcij, ali klasična hidravlika, lahko je EHR hidravlika ali pa EHR z razbremenitvijo. To se pravi, če imaš recimo kosilnico spredi pripeto, ni treba tistih fedrov, da je to poje tiste sunke, pa to avtomatsko pobira hidravlika. Vidim pa, da imajo tako seksi barvo ventilov, pinki. V kaj še povem, da tale sodoben motor laufa bolj pod nizkim obratom. To se pravi, ta največja moč ima tam od 1000 pa do 1300 obratov, sam traktor gre na uro dobre 50 in 50 na uro, pa kaj že ima brzine dobi, laufa na 1300 obratov. V kaj pa tlele še malo pokažem, da se pa tudi tele hladilnike pa to čisto enostavno odpre, pa hitro spiha, da se traktor nagreje. Obstaja pa tudi opcija tistega kontraventilatorja, da spiha smeti ven. Da mu ni desca vroče, tako je meni dalek, ima sam dol teče ga. No pa če pogledamo, da je še tavla rad zadaj. V glavnem, kaj povem, da je ta zadnji konc od sedmice in je tudi aksa na 10 šraufov, to se pravi je traktor močen, tudi nosilno zadaj teleh rok je 9 ton pa pol za 4 cilindrca, to je kar ogromna. Pa itak ostale klasične komande, 5 parov ventilov ima, tlele top link, pa ima pa isobus, ABS, zračne zavore, tlele še celo kamionski sistem tudi gor, pa komande z akso zavižati, ker gre že nikvar zdaj zaznade pogliha, low sensing, je pa tudi tele spojke opcijsko dobiti, to se pravi flat, tak jak so tele, sem pač manjše, ali pa klasične. Rückinger, priklop, drsen, pa kardan, ki itak gre od 540 pa do 1000 teko, 4 brzine ima. Traktor ima tudi zračno zmeteno kabino, na obeh stranih ima knofe za upravljati, ventile in kardan, pa hidravlika gor dol, pa ima tudi moderne luči z modernim žmigavcem, ki gre tako kot par avta, se kar fletne pomikajo. Pa traktor je dobro opremljen okoli in okoli z LED lampam, tako da je razsvetljen za ponoč, da se da devati noč in dan. Pojmo še malo not pogledati. To se pravi, da prvo vidimo 3 ekrane, to je itak sam za statistiko gledati, tlele imaš poj funkcije traktorja, tlele vse kaže, to se pravi za ventile, motorje, vse se tle gor rihta. Tako na temo, kakor se lahko tudi na temo. To je pa dodatna oprema, da imaš tle gor ekran za več funkcij. Pa če grem jaz sam komande pogledati, če te prvo, itak joystick, ta glavna zadeva, za naprej nazaj, tle zadnji varnostna tipka, da je se traktor naprej prestal, pa za odzivnost joysticka, to se pravi tipko, pa naprej evo, pa gre. Pa sam še gas dodajam, zdaj je TMS vklopljen na gas. S tem lepo je za menjava smeri oziroma inverter, da gre rikverc, tako kot je tudi tlele. Pa tudi so tele komande porazdeljene po barvah, to se pravi, kar je oranžnega je za motor pa za menjalnik, za vklop špere pa za vklop avtomatske špere, ni pa več 4x4 tipke. To se pravi, traktor ima stalen 4x4 pogon. Tele so prazne tipke, se poje nastavlja po želji, kakšno dodatno funkcijo, to so poje za luči, navigacija. Tele modre tipke
pa tile dva koleščka, pa tile knofi so mišljeni za ta prvo pa za ta zadnjo hidravliko. EHR komande, s tem daš poj na dejanski položaj, pa fine nastavitve. Tle imaš pa še ventile, pa gre pa ventil v bistvu takole dol. To se pravi, če tega pogledamo, ta je za ventil vklopiti za plus, za minus. Tlele kaže, da ima zdaj vklopljen stalen pretok, s tem ga odkleneš, pa zakleneš. Tole je centralen odklepanje, pa zaklepanje. Pa tle za ročen gas oziroma štand gas, evo že obrate navija. To je pa za brzino štela, tako gre traktor hiter. Dele gre maksimalno 36,4. Ampak ga kar tamle pustil, da je v fes letu 55,6. To imaš pa že malo za komfortnost. Tlele malo predalčkov not, tle je tudi fes hladilnik za polet, da fajn pijačo hladiš. So voznikov zec, pa voznikov zec. Tale voznikov stol ima tudi opcijo, to se pravi hlajenje, gretje, opcija ima tudi, da je usnjen, plus masažen, pa zračno vzmeten seveda. Kar fletna, malo senčnikov. Na joysticka gor je pa tudi še opcija Go End, dvakrat, to se pravi, če imaš not upisan program, da ga s tem sprožiš, več funkcij naenkrat. Tole je spet za ventile, tudi tipka posvetka se sproži. Navigacija, prazne tipke, dodaten joystick, to je tudi mišljen za kakšen nakladač oziroma spet za več parov ventilov, štelaš levo, desno, tle imaš eno funkcijo zadaj. To je pa roller za komande, da potem šaraš not. Da ni treba klikati, ampak lahko s temole. Pa je pa zraven za radio, da fajn nažge, pa za klimatsko napravo. To je čist na hiter, malo bolj površno, malo bolj na hiter, ampak za več ni cajta. Grem jaz po robi, a bo robi malo porazločil še. Živ, pozdravljen! Živ! Ej, kva če malo pogledamo midva tele Fend One komande. No pa dajma, sistem One pri Fendu deluje čist aplikacijsko kot pri mobitelih. Se pravi, skratka, lahko si nastavljaš, kaj hočeš videti, od udobja, section control, navigacija, vzmetena prva prema, nastavite ogledal, zadnje hidravlično dvigalo, sprednje hidravlično dvigalo, hidravlični ventile, modra barva, plus, minus. To se pravi pretoki. Timerji. Koliko pa ima pumpo veliko tale traktor gor? Najmanjša je 150 litrov, največja pa 205. Lahko delajo na čas ali pa kot neskončno. To uporabljamo pri kakšnih hidromotorjih za gnane sejalnice, turbine. Imamo tudi funkcijo Prio, da je prioriteta, da tista barva, ki je izbrana, dobi zmeraj zadostno količino olja in prva. Vsi ostali uporabniki pa si porazdelijo tisto, kaj ostane. A tlele lahko tudi profile verjetno bolj gor zbiraš glede na voznika oziroma stroja? Tako, vsak strojnik si lahko izbere svoj profil in si lahko naredi postavite, kar hoče. Ta funkcija je posebej priporočljiva, se pravi, ne vem, če je lastnik traktorja da dedeko ali pa očeto traktor v upravljanje, mu pusti samo tiste funkcije, katere uporablja. Vse ostalo lahko damo stran, da ga ne moti. Tu imamo izbiro tempomatov, prvi tempomat, potem imamo od motorja, imamo tudi dva tempomata s obratom motorja, da imamo funkcijo Memo, s kako hitrostjo bomo se na ozarah obračali. Naprimer pri plugu, vemo, da je plug dolgi, ne gremo prehitro naprej in nazaj, lahko omejimo hitrost, lahko tudi z prstom nastavljamo ali pa označimo, pa imamo potem rollerček, pa lahko rolamo. Te imamo tako zvano TMS funkcijo, isto lahko nastavljamo, pri katerih obratih se kaj zgodi. Ek smo lik pri TMS-u pa pri menjalnikih, ta je tak brezstopenski menjalnik, ampak kako pa je, da je stelem varijo tam pri teh novih serijah? Ja, tako kot tudi trije predhodniki, je tudi zdaj šestica dobila tehnologijo, tu na armaturi nima gumba za vklop štirikolesnega pogona. Traktor dela samodejno, takrat ko rabi, takrat vklopi. Pri cestni hitrosti se pa prva kolesa vrtijo z neko določeno pomočjo menjalnika, da prišparamo nekaj energije, ko razvijamo hitrost 55. To se pravi, tako rečenkrat en delno stalen pogon 4x4. Bi lahko rekli nekaj podobnega kot pri avtomobilski sinhro pogon. Zdaj ta nova tehnologija ima samo eno delovno območje, se pravi od 0 do 55 več ne rabimo preklapljati. Pri stari tehnologiji smo imeli, da si pritisnil rimska 1, je bila mehanska prestava v območje od 0 do 35, druga prestava je bila od 0 do 55. Zmeraj, ko si prišel na polje, si mogel prestaviti v prvo prestavo, te pri novi tehnologiji več ne rabimo. Tamle gledam gore, je tisle ekran verjetno dodatna oprema tudi. Tako, res je, ko ne rabimo dveh ekranov, lahko tega kar zapremo. In ko ga zapremo, se tudi ugasne. Na 3 različnih mestih lahko gledamo, kontroliramo traktor. A pogledava še malo tisti variogrip, ki sem zunaj videl, da se da
kolesa No, pa pumpati dajmo. pa spuščati. Tukaj imamo možnost izbire vožnja po njivah, vožnja po ceste. In ko izberemo vožnje na njive, se tlak spusti na 0,8 bara od zadaj, na cesti pa 1,4. Evo, zdaj je pričel spuščati, 0,6 je najmanj, ali pa si rečemo, da izenačimo. Ne? To zelo pride v pošteh pri tistih, ki vozijo ogromno gnojevke, se pravi, če so slabši pogoji, pa seveda tudi pri določenih vlečenih priključkih, lahko s tem tudi optimiramo oprijem traktora glede na pogoje dela. Tič in zaporedje, lahko damo zadnjo hidravliko. Pa so pa verjetno kva pogoji, ali imaš po metrih, ali po časih, ali... Tako, to imaš pa tukaj, lahko rečeš po kolikih sekundah, po kolikih metrih, ali pa ročno, ko zmeraj, ko pritisneš gumb, zdaj. Aha, da posnamaš. Ja, lahko posnameš, lahko pa tudi ročno, ne? Ti narediš, on je predpriprava. Aha. In tista funkcija se zgodi takrat, ko ti pritisneš na Aha. gumb. In potem si lahko nastavimo, naprimer, sklop navigacije, lahko damo na ta gumb. A to imaš pa da še un joystick zraven, ki je To tudi je pa verjetno joystick, ja, ki ima pa dvojne funkcije. Spodaj ima 2 komandi, plus zgoraj ima 2 komandi, plus ta mali joystick ima tudi funkcijo inverterja. To je za delo z začelnim nakladalcem, imaš roko zmeraj na joysticku, za menjavanje smeri. A imaš več opcij teh joystickov, ki traktor naročuješ? Ja, imaš power varianto pa profi varianto. Power varianta nima teh gumbov dodatnih, je samo joystick z 2 ventiloma. Da mi še povej, sem gledal tam na YouTube, ki imajo tle prst stran tudi tisto ročko kot volan, mislim, kako se tisti funkciji že reče. To je pa zdaj nova varianta, ta traktor nima opremljen tega, poznamo iz gradbene mehanizacije, ko strojnik ne uporablja volana, ima samo krmilne ročice. To je predvsem namenjeno za delo z čelnim nakladalcem. Ko naklada kamion žita ali umetnega gnojila, ima enostavno roke na teh joystickih in ne rabi imeti roke na volani, pa da Neč motati. ne menjuje komand. Je pa fajn, ker tle nocaj fis mrz, le koliko je zunaj stopinj. 36,7, v glavnem noro. Traktor ima v vrečalnem premjer, zunanja mera 9,6 metra. To je malo za to konov. Pojdimo pogledati, kako to izgleda v praksi. Zadnji smo zdaj pripeli nekaj primernega za tale traktor. Rožno brano Amazone, Katros, 5-metrsko. Tako da mislim, da bomo kar nekaj zapeljati. Bomo pa potem na strnišču vlačili, to se pravi požiti, da drugače obstajajo od 2 metra pa pol pa do 12-metrske. V glavnem, tale matulček izvedba, 5-metrska, pa pojmo v akcijo. God imam tudi že navigacijo naštimano, pa komande, to se pravi tiste programe, da bom probal s čim manj knofom, pa s čim manj dneva, čim več narediti. Pojmo. Akcija, reakcija. Jaz imam na teh komandah Go pa End že označene, to se pravi akcije, ampak dele bom majhen kasneje povedal, samo da se približno naštimam. Evo, navigacijo sem sprožil, gume se vrtejo, pa dam pa sam še Go. Prvo hidravliko dol spusti, pa izpusti ta zadnji malo gor, oziroma ga dvigne s to, da gre brana dol, pa pržge tempomat. Imam pa ta že 500 obratov, pa 10 na uro gremo. Ist das noch dieselbe Wiese, die
No tole pa je ta pravi komfort. Če mu to še ene par 100-metrsko nivo, boš še zaspal vmes, nima še menega diva. Sam je pa fletna, klima, gume so ligen toliko spušljene, da se fletna pele, deska na morja. Mislim, deska na vod, pa itak je vse vzmoten. Pa radio, muska, ne, samo dele jo ne moram poslušati, da moram še malo misliti. Dele sem pa že skoraj proti konc, pritisnem na vent. No, pa navigacijo. Ja, malo piska, da je nafte malo. Glavno, tale vlečena izvedba ima tudi to opcijo, da če fes volan zalomam, se ti tak trahta fes obrne, pa zadnji se brana dobro obrne, da s 5 metrem pridem na eno linijo zraven. Evo, da ta prvo navigacijo, da se najde. To se pravi, navigacija je, pa sam go. Evo, pa gremo linijo zraven, oziroma linije se malenkost prekrivajo. Tako da te funkcije so itak zakon za te zadeve. Tam, je treba več komand hkrati narediti, takrat si cajt vzameš, not namečeš, pa točno narediš, pa imaš poj rešen za skoz. Te programe se itak vkrat tudi shran, da imaš poj za naslednjo rundo. No, potehne. Se tam nekaj vidi na ekran. Tlele na konc pa spet. In pa obrniti. Vkaj pa tudi ročno se vede pelal, a ne? Pač tipko, da pa dol hidravliko spustil s ventilem, pa val gor dal, oziroma brano dol spustil, vižal, pa gas teral, sej. Opcij več. Drugač pa ja, tako se vidva, a menga 4x4 ni treba preklapljati, zato ker to vse avtomatsko deva, ker je načeloma stalen 4x4 pogon, plus to, ne rabim tipke prestavljati iz cestnega na delovan območje, tako da to pamet vse sama naredi, po novem. Dieses Gefühl ist einfach wundervoll, kaum zu glauben, aber wahr. Es hat mich fast umgehauen, als ich dich vor mir stehen sah. Gestern ist vergessen und vorbei mit Johnny dir. Freiheit, Leben, Leidenschaft, das verdanke ich nur dir. So ein neuer Band ist wie ein neues Leben, so ein neuer Band, na 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 na. Da kann man was erleben, ein Traum wird wahr. So ein neuer Band ist wie ein neues Leben, so ein neuer Band, na 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 na. Da kann man was erleben, ein Traum wird wahr. Für mich fängt heute das Leben an, nur der neue Band ist schuld daran. Ich bin so glücklich wie noch nie. Mater pa je smutala trahter, stari. Tole pa bo užitek. Če bo denar, pa ta prave pogoje, bo ga pa res kar prbo. Sicer, vkaj grem pa vprašati na DBS leasing, saj z njim smo že sodelovali. Če imajo kakšno dobro ponudbo zame, kakšen ugoden kredit, leasing, karkoli. Tole pa zmeja poj so spušljene. Na pozadnji se sploh vidi, koliko dol počepne. In to poj pomeni tudi precej bolj uprijem. Sploh delek nisem v ključke spredi, se je to precej poznal. Zadnja je na 0,6 pa na 0,7 bara. Včasih je to. Malo osnovno smo ga pogledali, malo predstavljali, malo sem ga vka probal. Meni se dopade, upam, da še kdaj kakšna takala šansa. Drugač pa če v kakšnega še kaj več zanima, se pa kar na Interexport obrnete. Tam bodo vse povedali. Jerim pa tudi delek je, da še nekaj pogledamo. Pojmo. Pa sem v koment, tlela v en od poslovalnic od Interexporta. Pa še kar obija vpraša, da je on kaj povedal, kva imajo kaj ne doriš, kva se kaj pri njih dobi. Podjetje Interexport zastopa traktorje Fendt, Valtra, priključke Amazone, Strautmann, Mütting, Braun in pa seveda gozdarsko tehniko Ponce. Pa dek smo lik pri Fendtih, kva me zanima. Kire serije so kaj najbolj iskane tle po Sloveniji, kaj za Slovenijo najbolj primeren? Na slovenskih tleh se največ proda traktorje Fenda serije
200, 300 in 500. Seveda imamo pa tudi večje, 700, 800, 900, tudi kakšno 1000 najdemo. Ki je bolj v Prekmurju ali? Nekaj imamo v srednji Sloveniji, pa v Prekmurju. Kaj pa zelena linija ali pa senina, no, kosilnice pa ti zadeve? Seveda tudi zeleno linijo imamo, kosilnice, obračalnike, zgrabljalnike, balirke, ovijalke in nakladalke. No, da smo pa že pri Valtrah. Jaz sem ene dve enkrat že snimal, tudi Orang Patarde, se v kaj pogledate. Ampak da me pa zanima, koliko se tega kaj v Sloveniji proda. Drugače cenovno je cenejka pa finta, ne precej? Seveda, Valter se ogromno proda v gozdarstvo, tam smo zelo močni, največ se proda serije N in pa serije T za gozdarstvo. Ko pa recimo, če bi jaz kot stranka kmet, da preko, da ne vem, kaj poziv Valtro ali Finda, kako se pa odločajo, po kakšnih kriterijah kaj zame, ali Valtra ali pa Find? Prvi mora biti interes, kaj se komu vidi. Nekomu se vidi bolj Find, nekomu se vidi bolj Valtra. Je pa seveda glede na uporabo, potem iščemo detajle. V Damazoneta je še nič takega nisem imel, razen delek smo branali s krožno brano. Da me pa zanima, jaz drugače filmov vem, da je močne, da so kvalitetne, pa vse. Ampak pa se pa kaj po njih dobi, ali pa kaj so njihovi atributi? Amazon ima široko paleto od obdelave tal, se pravi osnovna obdelava plugi, potem imamo predsetvena obdelava, vrtalkaste brane, krožne brane, gruberje za strniščno obdelavo, odnosno po strnišču, kakor tudi krožne brane, ki smo jo zadnjič odjavno probali. Potem pa imamo trusilce za mineralna gnojila, škropilnice in pa sejalnice za presledno setev in strnjeno setev. Evo, pa še ena profi gozdarska zadeva, Pons. A to je finska zadeva? Ja, res je. Kaj imajo to? Pojetele, forwarderje, harvesterje? Pons se izdeluje stroje za sečnjo, kakor tudi stroje za transport. Se pravi, harvesterje in forwarderje. Čakaj, vi to zastopate z Hrvaško tudi ali pa Za druge trge? bivšo Jugoslavijo, se pravi za Slovenijo, Hrvaško, Srbijo in pa Bosno. Aha. Kam pa gre največ? V izvoz ali? Trenutno je Hrvaška najbolj močna. Ker zato moraš biti že kar specialc. Pa je to to. Čakaj, pa so rekli še tistih ostalih firm, ki jih imate? Zastopamo še tudi podjetje Brown, ki je pa specialist za vinogradništvo. Se pravi, ima mulčarje, pletvenike za medvrstno obdelavo, razno gruberje za medvrstno obdelavo, rollfingerje, skratka za ekološko obdelavo vinograda. Tale pa že prpet pa naštiman. Lih za košno, matulček zadnji, pa Find 724. Tole pa bo. Evo. Če so ključen od, bom kar odpeljal flitna. Pa pokosil doma, pa nazaj pripeljal. Isti princip, kakor pa smo ga snimali, 600. Sam da je ne 3x več. Tole bomo pa hit pokošen, 9 metrov nanka tega. Še malo sosedov je odkosil. Drugače se meni ti stroji dopadajo, pa mrska še tudi verjetne. Sam denarne težave imam. Daj me povej, imate tu kdaj kakšne akcije ali pa kakšno ponudbo? Ja, seveda imamo. Z Deželno banko Slovenije imamo eno super akcijo. Obrestna mera je 1,99%, eno tretjino daš ob prevzemu stroja, odnosno ob naročilu, pa še 2 leti, vsako leto eno tretjino stroja. Aha, tu, ja, kuj bomo lažji? Ja, seveda, akcija velja do 31.8. Pohite. No, daj bom jaz tole doma malo prespal, pa malo premislil, pa se slišimo. No, fajn. Hej, zaenkrat pa hvala. Živijo. Ajde, živ. Če vam je bil video všeč, se naročite na kanal, drugače pa pojdite malo obiskat spletno trgovino bobnar7.si. Tam so fajne cune gor, fajne artikle. Kaj se prvošte, no? Meni bo pa tudi veliko pomenil. Hvala. Živ!